Potrjujem, da smo sporazumno našli rešitev in da sem zelo vesela, da moje pesmi prihajajo nazaj na vse digitalne platforme in pa tudi na YouTube kanal in da se lahko zdaj fokusiram na stvari, ki jih imam najrajši in to je petje, ustvarjanje in pa nastopanje. Ali ste, ko se je to vse odvijalo, se pravi in umik pesmi in predlog o začasni sodni, torej prepovedi nastopanja, kdaj pomislili, da je morebiti to konec vaše kariere? To je bil zelo boleč trenutek zame, predvsem zato, kot sem prej rekla, ker te pesmi so dejansko moji spomini, moj trud, moj čas, moja čustva, moji v bistvu koncerti, pa tudi moji poslušalci in ja, zelo sem se bala in zelo me je potrlo, predvsem pa, kot je nekdo to odzame, ker se počutiš, kot da bi izgubil del sebe in ja, ni prijetna izkušnja. Ko ste bili vi polnoletni, ste podpisali prvo pogodbo, ali v bistvu ste bili na nek način naivni, da ste podpisali tako pogodbo, ki vas je popolnoma omejila, mogoče v pričakovanju nekega uspeha, ali ste bili zavedeni? Ja, jaz sem v bistvu v ta glasbeni svet oziroma v to glasbeno industrijo stopila res zelo mlada in seveda z velikimi sanjami in pa tudi z velikim zaupanjem. Res je tudi to, da nisem imela veliko izkušenj in enostavno tudi nisem razumela vseh vidikov te pogodbe oziroma tudi teh poslovnih razmer in enostavno sem pač verjela, da bom šla po neki pravi poti, kar seveda do neke točke sem seveda tudi šla, da ne bo pomote, ampak potem sem pa enostavno skozi čas začutila, da enostavno nimam več nekega prostora za osebno rast in da se, moj glas utiša in v bistvu sem potem začela razmišljati o spremembi. Kaj vas je pravzaprav tisto, kar vas je motilo? Ali to, da so bili tako visoki, da ste tako malo v bistvu denarja prejeli glede teh svojih nastopov, ali mora biti kaj drugega, to, da niste smeli praktično o ničemer odločati, nič objaviti, nič storiti? V bistvu to ni bil sam en razlog, ampak v bistvu je bilo neko, kako bi rekla, postopno zbujanje oziroma neko spoznanje, da dejansko jaz kot umetnica več ne morem ustvarjati v okolju, kjer nisem čutila varnosti, zaupanja, kot sem že prej rekla, nekega prostora za osebno rast in spoštovanja. In sem dejansko potem bila primorana se odločiti, ali se pravi ostanem in pač še vedno naprej izgubljam del sebe, ali pa tvegam in odidem svojo pot in odločila sem se za slednje in ja, zelo težko je bilo. Je to nekaj posebnega, ta pogodba, na katero ste naleteli, se pravi visoka pogodbena kazen, minimalni zaslužki, visoke provizije, ne nazadnje smo slišali prej v prispevku, ste s tem vplivnim glasbenikom tudi vi že sodelovali takrat? Ja, jaz sem zelo veliko truda vložil to, da sem Reju pomagal v njegovi glasbeni karieri, tudi veliko svojega časa. Nisem vedel, kakšne so pogodbe, ker se nihče nikoli ni o tem pogovarjal. Ko sem videl pogodbo, kjer ti nekomu praktično vzameš vse, nimaš pa nobene obveznosti, plus da ta oseba, tako kot ste vi napisali, bo plačala 100.000 evrov kazni, če želi oditi in pri tako, bi rekel, majhnem honorarju te kazni ne moreš izplačati. In dejansko, tudi z Rejem sva se srečala, on je nedvomno en vrhunski producent in sem mu rekel, glej Rej, najnega prijateljstva ne more biti v trenutku, ko ti nekemu glasbeniku brišeš pesmi in brišeš to, kar je bilo razdeljeno med vse poslušalce. In danes me je klical en glasbenik, me je sprašoval, lahko ti prepoveš. Sem rekel, ko je enkrat pesem objavljena, je ta pesem last vseh. Ja. Last vseh. Če jo pa kdo začne finančno izkoriščati, imaš pa pravico do plačila. In to je to, zakaj imamo SAZAS in te organizacije, da ko nekdo začne s tvojo glasbo služiti, mora del tega deliti s teboj. Gospod Oblak, vi ste nekdanji lastnik radijske mreže Infonet. Zakaj ste vi pomagali gospe Zorjan v tej pravni bitki? Nika Zorjan je tudi učila mojo hčerko in se je oglasila v začetku leta in sem iz pogovorov videl, da je v hudi stiski. V bistvu je bila brez finančnih sredstev. Jaz skoraj nisem mogel verjeti, sem rekel, tako da Nika pridi, ampak prines mi bančne izpiske, ker jaz ne verjamem, da je to tako hudo. Tako da sem dejansko imel pogled v vse prihodke in potem sem rekel, da moramo pač najti enega odvetnika, ki bo, bi rekel, z občutkom pristopil in tudi ta odvetnik se je trudil, da bi se cel mesec izogibali medijskemu pompu, ampak nismo nekako uspeli doseči sestanka. In ker je YouTube objavil tudi imena tistih, ki so sprožili
odstranitev pesmi, je pač javnost to zvedla in potem je duh ušel iz steklenice. Ali vas je presenetil tak odziv tudi javnosti pri tej temi? Pa niti ne. V glasbi je namreč vse osebno, ne poznamo tega. Družba je družba, služba je služba. Bili smo priča pač vroči čustveni debati, kjer so se mešali tako osebna stališča, pravo, morala, omenjale so se vrednote. Hkrati smo bili pa priča tudi delnim, pristranskim, pač obarvanim informacijam, s katero ste se pač obe strani obmetavali. Veliko javnosti je v tem uživalo. To je krasno, posebej v obdobju družbenih medijev. Pač čustva so zelo jasno bila na eni strani. Ljudje, ki se ukvarjamo s tem poslom, pa v resnici nismo pretirano uživali ob tem, ker je to razgalilo, da v bistvu ljudje ne razumejo natančno, kako ta posel deluje, kje so pasti, kje so posebej pasti tega posla v začetku glasbene kariere in pa predvsem ne vedo, kje so rešitve iz takih situacij. Za marsikoga od nas, bili smo že velikokrat v teh situacijah, obstajajo bistveno bolj enostavne, manj problematične poti. To, kar je meni nenavadno, pa verjetno vsem nam, kako to, da je ta pogodba trajala toliko časa. Gospa Zorjan, mogoče še vprašanje, zakaj ste vi potem ponovno podpisali pogodbo, mislim, da leta 2017, ki je bila nekoliko ugodnejša, zakaj morebiti takrat niste prekinili zadeve? Takrat sem še jaz vseeno verjela, da bomo našli neko skupno pot in pa, ne vem, vseeno sem imela neko zaupanje, da se bodo te stvari izboljšale in da bo tudi potem naše sodelovanje lažje. Ampak včasih pač vztrajaš pri neki stvari, ker nekaj ful verjameš in potem pride trenutek, ko se zaveš, da dejansko moraš biti iskren do sebe.